novem vlogu. Mi smo že na poti naprej in gremo do enega novega pohoda, precej krajšega, kot je bil včeraj, ampak vseeno je pa spet treba dosti daleč parkirati, da si gremo lahko potem ogledati spet eno plažo oziroma en del obale, ki je spet tako skalnat, pa je zelo lepno, tako da bomo to, upam, da uspem videti. Ja, drugače tukaj v tem Algarve na južni obali je ful teh pohodov, sicer verjetno sklepamo, da so vsi dosti podobni. Verjetno bi midva še kakšnega več šla, ampak problem je v tem, da ja, pač nama bi bilo fajn, če bi lahko šli hoditi, pa se odpeljali nekam na en lep prostor, potem kakšen dan ostali, pa šli spet hoditi, zdaj da bi pa vsak dan se mogel spati po teh makadamskih, po teh asfaltnih parkiriščih, pa vsak dan, pač pol naslednji dan iti naprej, pa nov pohod, pa par dni zapored, to zna biti malo naporno, sploh skupaj še z delom. Tako da zato bomo bolj verjetno tudi ta del obale šli kar naprej dosti hiter. Ja, nama je res naporno, kot je rekel, z delom, ker pač karkoli si greva ogledati in to moramo nekje parkirati, že tako ful daleč od obale, si to gledati in potem se bo možnosti še peljati še nekam bolj v notranjost, kjer lahko prespimo, kar moramo vse slačati do poldne, ker popoldne delava, tako da ja, je to malo preveč za najne urnike. Zadnjič smo pol šli tja hoditi ob obali spet, sicer je bil precej lažji sprehod, pohod, bolj sprehod kot pohod. Bilo je skozi po unih potkah lesenih, mislim, da vse skupaj smo imeli 5 km tja in nazaj ali 6, nekaj tasga. Tako da je bilo veliko bolj easy kakor prejšnji pohod. Potem so se pa zvečer oziroma popoldne kar zapeljali do skrajne jugozahodne točke Portugalske, ker vmes ni bilo nekaj zelo
sicer so še neki pohodi, ampak ja, da sva rekla zoprno je najti parking in se ukvarjati s tem, tako da sva rekla, da bo to kar bolj prevozila rajš. Ja, potem smo ostali tle na tem parkirišču, sicer je ekstremna gužva, zato ker to je en izmed redkih parkingov, kjer lahko spiš, tako da je bilo 71 kemperjev poleg naju. Res ne glih najna najljubša točka, oziroma najna vrsta parkinga, kjer bi rada ostala, ampak so bila pol toliko utrujena že od vsega, da so včeraj vsem tle ostala. Ja, v bistvu upala, da bo danes malo manj pihal, zato da bomo lahko šli tle do enega svetilnika in malo naokrog hoditi, ampak danes še bolj piha kakor včeraj, tako da bomo šli samo do svetilnika, pohod bomo pa na žalost spustili. In ja, potem nadaljevali pot po zahodni obali, kjer je tudi še vedno ful prepovedi za avtodom, kakor so vrala, tako da ja, bomo videli, kako se bomo znašli. Evo, smo malo v notranjosti, stran od obale najdeli en kakor toliko redoplacni glih, kdo je kaj, ampak za Portugalsko je očitno že kar zelo dober, tako da bomo tukaj prenočili. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio!